Kljub pocenitvi je gorivo še vedno precej dražje kot v začetku leta. Smo vozniki zaradi tega spremenili potovalne navade. Koliko pa lahko prihranimo z načinom vožnje? Strokovnjaki pravijo, da lahko z nekaj prilagoditvami porabimo tudi do 10% manj goriva. Danica Jovanovič. Kljub jutrišnji pocenitvi goriva so višje cene v preteklih tednih nekatere voznike prisilile k temu, da so svoje potovalne navade spremenili. Ja, bi rekel, da ja. Majčkeno manj vozim, ja, malo pazim tudi kako porabo pa vse to skupaj. Tako da ja, no, vse čuva. Ja, drugač sploh ne vozim avto. V bistvu zdaj sem čisto preklopil na bus. Mogoče samo kakšne krajše vožnje se odpovem, drugače pa niti ne. Kar je nujno, je pa pač nujno, pa ne glede, koliko stane bencin, ne moraš vplivati na to, ne. Lahko pa vozniki vplivajo na to, koliko bencina porabijo tudi z načinom vožnje, pravi inštruktor pri AMZS Daniel Granda. Torej, največja poraba je v prvi prestavi, zato poskušajte speljati vedno z minimalnim plinom in takoj, ko avto premaknete za približno dolžino, že sledi druga prestava. K manjši porabi goriva prispeva tudi enakomerna vožnja. Ko dosežemo neko hitrost, dajmo čim prej vklopiti tempomat ali pa vozimo z limitatorjem, nekaj od tega, zato ker naša noga na plinu ni nikoli tako pri miru, kot lahko to skrbi elektronika. In bolj kot je ta, bom rekel, doziranje plina natančno, manjša je poraba goriva. Pomembna je tudi izbira načina vožnje. Moj avto ima avtomatski menjalnik, pa ima več načinov vožnje in v bistvu grem na ekonomični izbor. Sem opazil, da če ne pazim, je poraba recimo 7,5, če pa malo pazim, pa tudi pod 6 litrov. Z racionalnim načinom, kamor spada tudi optimalna hitrost na avtocesti, lahko mesečno privarčujemo 10% goriva, še dodaja Granda. Vse hitrosti nekje nad 115-120 km/h rezultirajo v povečanjem zračnega upora. Zračni upor je pa tisti, ki nam porablja energijo. Ponavadi je tako, da v sedanjem svetu glih počasneje vozili bomo verjetno težko, ker smo precej pod časovnim pritiskom, pa vendarle več kot 130 pa tudi ni treba. Tehnična brezhibnost igra svojo vlogo, zato je pomembno, izpostavlja Granda, da je tudi tlak v pnevmatikah tak, kot je predpisan za vozilo.